Hvala lepa in še enkrat lep pozdrav. Po nekaj tehničnih težavah smo končno skupaj. Tole je pa ta knjiga, upam, da jo vidimo, torej obsega 298 strani, sicer pa prikazuje nastanek in zgodovino graščinske posesti v kraju Šentjurij pod Kumom, danes pod Kum v občini Zagorje ob Savi, ter njenih gospodarjev, graščakov, plemiškega in neplemiškega stanu od začetkov pa vse do danes, do praktično včerajšnjega dne. Med podšentjurskimi graščaki gre posebno mesto rodbini Čop, ki je vzpostavljena tudi v naslovu. Ta rodbina je dvorec s posestjo približno 15 podložnikov kupila leta 1748, od zemljiške odveze natanko 100 let pozneje, 1848, ko so se pretrgale še zadnje vezi s podložniki, pa kontinuirano kmetuje na nekdanji dominikalni posesti. Danes gospodari že 9. generacija, na svet prihaja 10. rod rodbine Čop. Prva posebnost Podšentjurja je prav dolgotrajno lastništvo Čopovega rodu, saj so Čopi danes na Slovenskem ena od 2 oziroma 3 kvečjemu rodbin graščakov neplemiškega izvora, ki se lahko pohvalijo, da njihove korenine sežejo še v čas pred prelomnim letom 1848. Kot takšna je najstarejša in ima za plemiči Demaiti iz Vipavskega obenem tudi najdaljši status graščakov na slovenskih tleh sploh. Druga posebnost Podšentjurja je sam nastanek dvorca, ki se je razvil pozno, v drugi polovici 16. stoletja, iz prvotno podložniške, nato svobodniške posesti kmetov Zavrlov. Zavrli so se iz navadnih podložnikov v 2 ali 3 generacijah povzpeli preko svobodniškega stanu do zemljiških gospodov, zadnja predstavnica te rodbine pa se je celo omožila s plemičem. Odtlej je bil potem Podšentjur stoletje in pol v plemiških rokah. Ker so lastniki dvorca in z njim povezane rodbine pripadali tako rekoč vsem družbenim slojem, od navadnih podložnikov, prek svobodnikov, meščanov, gospoščinskih upraviteljev, drugih uradnikov, plemičev z dvomljivim plemiškim izvorom, pa vse tja do grofov, med njimi najdemo tudi Valvazorje, razgrinja knjiga seveda pisano paleto primerov socialne mobilnosti, tako horizontalne kakor vertikalne, ki ni vedno vodila navzgor, ampak pogosto tudi navzdol. Ubogi kmet, denimo, v preteklih stoletjih ni bil samo žrtev izkoriščevalskega fevdalca, ampak je lahko s spretnostjo v eni sami generaciji postal tudi gospod. Končno ne gre prezreti tretje posebnosti, zame največje, to je dejstvo, da sta v 20. stoletju potonila v pozabo tako ime dvorca, kot sploh spomin na Čopovo hišo kot nekdanji dvorec, ter na Čope kot graščake in zemljiške gospode. Kot dvorec so prikazovali neko ledino v bližini, ki se imenuje Gradc, in bili prepričani, da z njihovo hišo neposredne zveze ta ledina, torej ta vzpetica, sploh nima. Zakaj tako? Včasih, ki nekdanjim graščakom niso bili naklonjeni, so v družini pred otroki celo skrivali že tako skromno vedenje o preteklosti. Ko pa so se Čopi pred 3 desetletji, dobrimi 3 desetletji, lahko seznanili z mojimi prvimi, tedaj skromnimi odkritji o Podšentjurju, se je v njih postopoma spet zbudila zavest o lastni posebnosti in se razširila na razvejeno potomstvo graščakov, ki šteje več kot 1000 ljudi, živečih danes, med 1000 in 1500. Od leta 2007 se potomci v slogu grajskih srečanj, celo z dekorjem nekih viteških iger, vsakih nekaj let, na 3 ali 5 let, v velikem številu srečujejo v Podkumu. Medtem ko prihajajo potomci pomembnih plemiških rodbin, kot so Atensi, Vendiš, Greci ali Valvazori, na tovrstna srečanja iz tujine, kajti na Slovenskem živi komaj kdo ali sploh nihče več, so podkumski Čopi in njihovo sorodstvo vendarle domača rodbina malih graščakov, ne sicer plemičev, a odgovornih do zgodovine. In njihova zavzetost je bila tudi razlog, da sem se potem Podšentjurja po 3 desetletjih lotil znova. Hvala lepa za pozornost.